Danes se potapljamo v eno res neverjetno vizijo. Vizijo, ki idejo zabaviščnega parka postavi popolnoma na glavo. Ne gre samo za prostor za zabavo, ampak za predlog celotnega mesta prihodnosti, za hibridni ekosistem, narejen za novo dobo življenja, dela in seveda ustvarjanja. Ja, tale citat res pove vse, a ne? Pozabimo za trenutek na tobogane in maskote. Predstavljajmo si nekaj čisto novega. Mesto, kjer se življenje, delo in zabava prepletajo na način, kot ga do zdaj še nismo videli. Evo na hitro, kaj bomo preleteli. Začnemo z osnovno idejo, da razumemo, zakaj sploh gre. Potem se potopimo v to noro arhitekturo in tehnologijo, ki stoji za vsem. Pogledamo, zakaj bi to bilo sanjsko igrišče za ustvarjalce in na koncu pogledamo širšo sliko in kaj vse skupaj pomeni. Torej, prvo poglavje. Ključno vprašanje je: kaj pa, če bi zabaviščni park nehal biti samo, kraj za enodnevni izlet? Kaj, če bi postal prostor, kjer se dejansko živi, diha in ustvarja? In tole je ključno. Ne gre za klasičen družinski izlet, niti slučajno. Cilje se na zelo specifično skupino. Digitalne nomade, ustvarjalce, inovatorje, skratka, na ljudi, ki že tako ali tako dihajo na meji med realnim in digitalnim svetom. To je ekosistem, zgrajen prav zanje. In od kod vsi ti navdihi? No, to je resen tak globalni miks. Imamo malo sci-fi estetike iz filmov Tron in Avatar, pa tisto noro, ambiciozno arhitekturo Dubaja, pa vse do inženirskega fokusa, ki ga vidimo recimo pri Rimcu ali DV-Softu. Vse najboljše iz različnih svetov, združeno v eno. Ok, dovolj teorije. Poglejmo, kako bi vse to izgledalo v praksi, kako se vsi ti nori navdihi dejansko prevedejo v beton, steklo in svetlobo. Samo za občutek govorimo o 500 hektarjih. 500! To ni več park, to je dobesedno mesto. Že sama številka pove, kako epsko je vse skupaj zamišljeno. In v samem središču, srce vsega, 300-metrski stolp Nexus. In to ni samo še en nebotičnik, sploh ne, je simbol. Predstavljajte si višino in drznost Dubaja, ampak pomešano s tisto bioluminiscenco, tisto organsko čarovnjo Pandore iz Avatarja. Pa gremo po distriktih. Prvi, neonska mreža. Že ime pove vse, ne? To je dobesedno potop v digitalni svet. Ulice, ki svetijo pod nogami, ki se odzivajo na gibanje, kot bi skočili naravnost v film Tron. In potem popoln preobrat. Iz te hladne, digitalne estetike pridemo v Avatarjev gaj. To je biotehnološki raj, kjer se narava in tehnologija zlijeta v eno. Rastline, ki svetijo v temi, pa obogatena resničnost, ki pred nami pričara fantastična bitja. Tretji distrikt. Citadela ustvarjalcev. To pa so, recimo temu, možgani celotne operacije. Tu se dogaja inovacija. Prostor, kjer se rojevajo ideje, kjer se ustvarja prihodnost. Opremljen z vsem, od VR fitnessa do modularnih delovnih prostorov. Potem pa akcija. Arena maščevalcev. Ne gre za filme, ampak za duha. To je eno veliko akrobatsko igrišče. Sobe brez gravitacije, trampolini, plezalne stene. Skratka, prostor, kjer se lahko vsak počuti kot superjunak, vsaj za nekaj trenutkov. In za konec umiritev. Linija obzorja. To je zen cona. Prostor za umetnost, za razmislek. Minimalistična promenada, malo po vzoru tistega norega savdskega projekta The Line, polna holografskih instalacij in igre s svetlobo. Evo, tukaj imamo vse skupaj na enem mestu. 5 popolnoma različnih svetov znotraj enega. Vsak s svojim karakterjem, svojim navdihom, od digitalnega trona do čisto realnega inovacijskega duha kampusa Rimac. Vse to skupaj pa ustvari eno res noro bogato izkušnjo. Dobro, arhitektura je ena stvar. Ampak kaj vse to poganja? Poglejmo pod pokrov. Tehnologija tukaj ni samo nek dodatek, ampak je duša vsega. Tisti nevidni motor, ki ustvarja občutek, da je vse skupaj čarovnija. In ključ do vsega? Ta mala stvarca, zapestnica Nexus. To ni samo zapestnica. Je ključ, denarnica, osebni asistent. Vse v enem. Z njo vse poteka gladko. Od plačila kave do vstopa v najbolj noro VR izkušnjo. Brezhibno. In ta tehnologija ima nekako dve plati. Dve filozofiji, ki se ves čas prepletata. Na eni strani
tisti hladen, precizen, neonski digitalni minimalizem v stilu Trona, na drugi pa topla, organska, skoraj živa tehnologija, ki spominja na čarovnijo iz Avatarja. In kaj to pomeni v praksi? No, pomeni recimo VR-dirkanje s svetlobnimi motorji ali pa letenje na benšijih s pomočjo dronov, simulatorji breztežnosti, pa seveda tudi tiste manj vidne stvari, kot je umetna inteligenca, ki skrbi za varnost. Vsi ti koščki sestavijo celotno izkušnjo. Pa se vrnimo za hip v citadelo ustvarjalcev, ker to je res pomemben del. Kako je ta prostor sploh narejen, da bi iz ljudi potegnil največ, da bi domišljija res dobila orodja za gradnjo novih svetov? Poglejmo si en tipičen dan. Ne gre samo za to, da se sedi za računalnikom, sploh ne. Cikel je celosten. Začne se s sodelovanjem, kjer AI pomaga najti prave ljudi. Potem trening telesa in uma. Sledi ustvarjanje, snemanje v studijih, ki so kot iz videoigre. In za konec dneva seveda sprostitev v kinih, kjer se filmov ne samo gleda, ampak jih doživi. In ta citat z MKBHD-jem in Fortniteom je perfekten. To je točno to. Predstavljajte si pisarno, ki je hkrati fizična in virtualna. Modularne sobe, ki jih preoblikujete v sekundi, odvisno od tega, kaj potrebujete. Meja med realnim in metaverzumom, tukaj je praktično ni več. Ok, zdaj pa stopimo korak nazaj. Poglejmo širšo sliko. Kaj vse to sploh pomeni? Je to samo res drag zabaviščni park? Ali je mogoče nekaj več? Morda celo načrt za nov svet? Seveda pridemo do cene. 5 milijard evrov. Ogromno ni kaj. Ampak mogoče na to ne smemo gledati kot na strošek za park. Kaj pa, če je to naložba? Naložba v prototip, v živ laboratorij za mesta prihodnosti. Kraj, kjer bi testirali, kako bomo živeli, delali in ustvarjali čez 20-30 let. In s tem pridemo do vprašanja za $1 milijon. Ali je to res prihodnost naših mest? Je to realen načrt za nekaj novega, pametnega, kreativnega? Ali pa je vse skupaj samo ena res dobra futuristična fantazija? No, na to vprašanje bo verjetno odgovoril samo čas.